Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes smo tukaj s predstavniki stranke Slovenske ljudske stranke in govorili bomo o projektu Evropskih pametnih vasi in še ostalih pomembnih temah, ki se tičejo Slovenske ljudske stranke. Pa bi kar pozdravila v svoji družbi predsednika Slovenske ljudske stranke Marjana Podobnika in evropskega poslanca in tudi člana Slovenske ljudske stranke Franca Bogoviča in pa seveda kandidata na listi stranke za občinska svetnika Štefana Čebeška in Žiga Kršinarja. Lepo pozdravljeni. Pa bi kar začeli z vami, gospod Bogovič. Zadnje čase vaše ime veliko slišimo v povezavi s tem projektom Evropskih pametnih vasi. Hodite po Sloveniji, predstavljate projekt. Če nam kar predstavite, za kakšen projekt gre, kako ga boste aplicirali na Slovenijo? Ja, dober dan. Hvala za to priložnost. Ja, moram reči, da je dejansko uspelo mi povezati z mojim imenom to skovanko pametne vasi. Zanimivo, da me je nazadnje na to opozoril sin mojega bratranca z imenom Franc Bogovič, ki je poslanec v flamskem parlamentu v Belgiji. Sorodstvo imamo v Belgiji in ko je imel sestanek z njihovim finančnim in pa kmetijskim ministrom, je bil najprej vprašan, če ima on kaj v zvezi s tem. Potem je pa to povedal, da je nekdo, ki je njegov sorodnik iz Slovenije. Poleg tega, da smo uspeli veliko o tem že spregovoriti in še bomo v Sloveniji, smo bili tudi na Madžarskem, Budimpešti, zdaj na Hrvaškem. Ključno pa poskušamo v Evropskem parlamentu najti podporo projektu, s katerim želimo predvsem zagotoviti to, da postane podeželje zanimivo za življenje. Zanimivo bo za življenje, ko bomo imeli delovna mesta, ko bomo imeli kvalitetno bivanje in ena od stvari, ki je zelo pomembna, so dobre širokopasovne povezave, se pravi, poleg osnovne infrastrukture, ki je v Sloveniji že relativno vredno zgrajena, je tudi ta sodobna infrastruktura nujno potrebna. In sam sem začel s tem projektom z namenom poiskati tudi odgovor na to, da demografi napovedujejo, da bo leta 2050 kar 80% Slovenk in Evropejcev živeli v tako imenovanih metropolitanskih regijah, se pravi v velikih urbanih središčah. Veliko se je govorilo prej o pametnih mestih in sedaj pa odgovor, kako ne omogočiti oziroma ne pustiti nekega razvojnega zaostanka podeželskega okolja in mu dati to, kar rabi, da bo še naprej atraktivno za življenje, to, kar mislim, da danes v Sloveniji zagotovo je. Kaj pa so mogoče tisti konkretni ukrepi teh pametnih vasi? Kot sem že dejal, najprej gre za to, da zgradimo potrebno infrastrukturo, tudi evropski denar je že danes za to namenjen. Sam sem bil župan v Krškem, kjer smo leta 2008 zgradili optično omrežje po celotni občini. Kmetje 800 metrov ga že imajo danes v našem okolju. Se pravi, najprej infrastruktura. Potem pa rešitve, ki so na najrazličnejših področjih in ko govorimo o pametnih vaseh, govorimo na nek način o novem konceptu razvoja Slovenije. Najprej kmetijstvo, cela vrsta rešitev, ki je povezanih s tem tako imenovanim preciznim kmetijstvom, prihaja nova mehanizacija, ki omogoča sledljivost, kaj škropiš, kje škropiš, kaj gnojiš, ne vem, pametne oziroma precizno kmetijstvo so roboti na velikih kmetijah, ki molzejo krave, različne sortirnice, ki naredijo senzoriko, proizvodno, učinkovito, konkurenčno. Potem pridemo na drugo področje, ki je zelo primerno za vaše okolje, kjer ste v bližini Ljubljane, kjer se preko teh platform povežejo mali proizvajalci in potrošniki. Tu se na nek način odgovori na velik pritisk, ki ga izvaja trgovina na pridelovalce hrane in na nek način, če zbližaš, povežeš malega proizvajalca, potrošnika, na koncu za oba v redu. Potrošnik ima kvalitetno hrano, ve, kdo jo je pridelal, brez velikih trgovinskih marž pride stvari tudi potem bolje, kar se ekonomike tiče na kmetijah. Od tu naprej številne dopolnilne dejavnosti, povezovanje v strojne krožke in podobno za izrabo mehanizacije. Gre pa še za dosti več. Mobilnost na podeželju. Slovenija je že danes več kot 10% Slovenije pokrite s platformo Sopotniki, ki omogoča brezplačen prevoz starejšim od 65 let, trgovino, zdravnikov in podobno. Rešitve, ki se pojavljajo na področju oskrbe starejših, pomoč na domu, ki je lahko tudi na nek način neka dopolnilna dejavnost na kmetiji ali pa pri nekom, ki biva na podeželju. Pridemo do te pametnega zdravja, kot ti lahko nadaljavo spremljajo, če hočete, od krvnega pritiska, sladkorja ali zdravila pravilno delujejo. Turizem je področje, ki rabi še en kup teh rešitev, tako da dejansko govorimo o konceptu razvoja Slovenije, ki
je nek način neka nadaljevanka tega, kar je v 70-ih letih zelo modro zastavil takratni predsednik vlade gospod Kavčič, ki je govoril o policentričnem razvoju, o različnih jedrih, poleg Ljubljana, Maribora, 6 regionalnih središč, 35 do 40 mestec, kot so Medvode, kot je Krško, ki so neka nova gravitacijska jedra, okoli katerih je treba graditi delovna mesta. In to je ta koncept, da mladi in pa starejši imamo kvalitetno bivanje, hkrati pa delo relativno blizu doma in na takšen način imamo tem Slovenijo poseljeno. In ko govorimo tudi, zdaj smo bili na kongresu Evropske ljudske stranke, skrb politike je, da poskrbi za tiste, ki se sami težje znajdejo. In dejansko podeželje ne more na tem področju digitalizacije konkurirati z mesti, zato je treba z javnimi sredstvi to zadevo podkrepiti, hkrati pa tudi ciljnim skupinam oziroma ranljivim skupinam pomagati, jih prijeti za roko in prestopiti zadnje dve stopnice. In to je namen tega projekta, se pravi, mi se ne ukvarjamo z milijoni, največkrat dolarjev, kar se dela v pametnih mestih, ampak se ukvarjamo z ljudmi, rešitvami za ljudi, za kohezivnost, za bivanje, za neko boljše stanje duha v Evropi. In Evropa, jaz si jo želim, da bo taka, da bomo imeli kar tako lepo poseljeno, kot je danes, si ne želim tistih mega mest, ki sem jih videl, ne vem, na Kitajskem ali pa v Ameriki ali kje druge. Naša identiteta je nekaj drugega in za to identiteto se borimo v projektu Pametne vasi. Gospod Čebešek, če pogledamo tele prednostne naloge vaše stranke, se tudi pojavi projekt Pametnih vasi. Povejte, kako pa vi kot občan Medvod mogoče vidite aplikacijo teh vasi pametnih v Medvode in zakaj se vam zdi to pomembno? Ja, še enkrat lep pozdrav. Vsekakor se nam zdi ta projekt zelo koristen. Predvsem mi gledamo to tukaj z stališča lokalne skupnosti kot projekt, ki bi bil uporaben za širšo javnost, ki bi nekako povezoval vse tehnologije, se pravi od izobraževanja, informacije, turizma, lahko rečemo tudi prehrane. In ne vem, nekako imamo dober občutek, da je ta projekt nekako potreben tudi v Medvodah. Saj Medvode smo blizu Ljubljane, pa vendar imamo cel kup logističnih problemov, imamo neurejeno tudi tržišče, tako da sam pričakujem veliko od tega projekta. Seveda pa, kot sem slišal, Slovenija je pilotska država, ta projekt bo tukaj zagledal luč in pričakujemo seveda najboljše. Videli pa bomo, kaj to v praksi pomeni. Gospod Kršinar, tudi vi se ukvarjate s kmetijstvom. Kje vidite prednosti apliciranja tega projekta? Ja, naša občina je na območju z omejenimi dejavniki kmetijstva, tako da mogoče same te velike stvari, kot je gospod Bogovič povedal, z roboti in s podobnimi stvarmi, ne pridejo toliko upoštev. Je pa definitivno tukaj neka prednost v samem trženju s pomočjo nekega mreženja. Zdaj vemo, da praktično vsi kmetje ekološki, ki danes pridelujemo hrano, več ali manj je treba vse prodati do končnega potrošnika. Zdaj, če nam neka trgovina, neka zadruga pobere določen del zneska, smo mi delali praktično nič ali pa izgubo. Tako da vidim tukaj priložnost v tem, da se povežemo direktno s trgom, direktno s potrošnikom, ki nek produkt išče in mu ga lahko ponudimo in praktično ne izgubimo časa samo promocijo pa samim trženjem, ker vemo, da promocija in trženje se pridelati zna vsak. Prodati za dober denar je pa težko. Tako da jaz mislim, tle vidim neko priložnost, prihodnost in mislim, tudi mogoče socialno podjetništvo v povezavi s kmetijstvom. Vemo, da je že Grunt, to je podjetje, ki poslujejo tam v Komendi. Oni že zaposlujejo teže zaposljive ljudi, socialno ogrožene in se mi zdi, da je to neka priložnost tudi za HNM, za Ohribe, da bi takim ljudem ponudili možnost zaposlitve in mislim, da bi to bilo super zadeva. Že pred oddajo smo govorili o tem, da edine dva statusa ekoloških kmetov v Medvodah sta pa pravzaprav samo vidva. Zakaj je temu tako? Ja, lahko jaz odgovorim iz moje osebne prakse. Ko sem se jaz odločil za ekološko kmetovanje, praktično je bil to neki tabu, neka vesoljska tehnika, koliko je teh evidenc, kako težko to deluješ. Pa vendar zdaj, danes, ko vidim, mi ni žal, da sem se odločil in vidim, da to je čisto enostavno, če kmetuješ ekološko srcem. Tako da je v bistvu administracija le tista potrebna, sporedna stvar. In veliko veselje mi je, da sem ekološki kmetovalec, je pa res, da tržišče pa ni urejeno. Tako da pričakujem tudi od teh pametnih vasi, da bojo ta informacijski tokovi boljši.
da bomo lahko svoje izdelke plasirali, ker nam je veselje pridelovati. Veliko veselje je videti, recimo pridelek, ko pogledaš polje, kako lepo zori, kako ječmenovo polje valovi spomladi v soncu, ko zahaja za našimi polhograjci. Ampak po drugi strani te pa preveva ta občutek, kako bomo to prodali, a bo šlo. Prav žal mi je, da se te stvari tako nekako zapostavljene. Recimo, če smo kasneje dotaknili tudi področja lokalno pridelane hrane, mi imamo 5 osnovnih šol in zelo velik vrtec s par izpostavami, pa vendar dosegamo, če tudi zakonodaja določa oziroma omogoča 20% prodaje mimo razpisov, pa dosegamo od 0 pa do največ 8%, največ pa 2%, kar je žalostno. Tako da za ekološko kmetovanje sem prepričan, če se to povem, to strategijo kmetovanja, ki se v občini Medvode nikakor ne prime. V občini Medvode subvencioniramo, občina subvencionira kmetovalce. In jaz že stalno poudarjam, da moramo nekako doseči zaključen krog. To pomeni, da bi subvencionirali dopolnilne dejavnosti, hkrati paralelno pa bi občina Medvode imela referenta, človeka, ki bi skrbel za razpise za vse te šole, prej naštete, in bi pobral naše kapacitete. Mi smo že izvedli eno anketo in ne boste verjeli, od 11 kmetovalcev, ki se je prijavil oziroma ki je javil svoje kapacitete, je na vprašanje, ali bi odprli dopolnilno dejavnost, jih je odgovorilo le par, da bi to odprli. To pa enostavno zaradi tega, ker ni tega kroga sklenjenega. Se pravi, če nadaljujem, občina bi uredila razpise, jih prilagodila lokalni ponudbi hrane in tako bi dobili zaključen krog. Kaj je boljšega od kmetovalca? Recimo, tukaj je korist obojestranska. Ekološki kmet ima že v začetku leta prodano proizvodno, njegova skrb je v glavnem usmerjena v kvaliteto in da tudi kvantiteto doseže, ima garantirano plačilo, po drugi strani je pa zelo velika pozitiva za vse občane, se pravi, otroci bi jedli res zdravo hrano in ne vem, če se vsi zavedamo danes, kaj pomeni zdrava hrana brez pesticidov, brez kemije. Mislim, da je tukaj ena velika priložnost in ko bomo imeli izpostavljeni ta sistem, ko sem povedal, ta krog zaključen znotraj občine, sem prepričan, da bo tudi več odločitev za ekološko kmetovanje. Gospod Bogovič, mogoče vi gredo ekološko pridelovanje in pametne vasi z roko v roki? Absolutno. Tudi procent tisti, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem, narašča. Nekje približno 7% evropskega kmetijstva in tudi Slovenija nekje v teh procentih je že ekološkega. Povpraševanje je bistveno večje od ponudbe, tako da tu, kar sta tudi kolega, ki se s tem konkretno ukvarjata, sta zelo izpostavila to ključen problem. Znati povezati se, znati skupaj ponuditi, imeti skupen nastop. S tem se tudi naš predsednik zelo intenzivno ukvarja v zadnjih letih in tu je ena od stvari, ki jih take platforme zelo poenostavijo in pa pri pametnih vaseh ne govorimo samo o tehnologiji pa high-techu, o tisti zdravi kmečki pamet, da je treba skupaj stopiti. In ko imam zdaj kar malo pogleda, kaj se bo svet dogaja in če smo kje slabši, smo v tem, da se ne znamo skupaj spraviti, pa krog zapreti in enostavno vsak svoje dela, včasih med sabo tudi malce tekmovati, na koncu pa vsi skupaj več od tega imeti in se veseliti tudi uspeha tistega, ki je na drugi strani mize, ne samo svojega. Gospod Podobnik, kako pa vi vidite ta projekt pametnih vasi? Je ga možno aplicirati na Slovenijo? Torej, vsekakor in še posebno prav na to temo, ki je bila zdaj izpostavljena, vprašanje teh kratkih verig, kako lokalno pridelano hrano pripeljati z ustrezno organiziranostjo do potrošnika, tako do posameznih potrošnikov, kot do recimo šol, vrtcev, drugih javnih zavodov. Tu so res dobre priložnosti in tudi primeri dobre prakse. Recimo en tak primer, recimo občina Sevnica, kjer so pač organizirali v okviru občine eno službo, enega posameznika, ki koordinira in okoliški kmetje svojo proizvodno najprej prodajo vsem tem lokalnim šolam, vrtcem in drugim javnim zavodom in tu je pristojnost in možnost župana in ožjega občinskega vodstva, če je le volja. Po drugi strani je treba, po mojem, nekoliko bolj jasno povedati, da če imamo mi nekaj lepo zapakirano in ne vidimo, od kje je prišlo in kako, to še ne pomeni, da če ni nekega znaka, da je slabo, vprašljivo, da je tudi že zdravo.
Ne vem, jaz bi zelo priporočal en film, ki je bil pred leti, se je vrtel, kjer so iz Južne Italije vrteli tako, so množično pakirali in so napisali tam ni za domačo porabo. Se pravi, so z očitnimi presežki herbicidov in vseh drugih dodatkov za maksimiranje proizvodnje tako obremenili produkte, kmetijske pridelke in izdelke, da tega ne želijo sami uporabljati, so ga pa seveda dali v prodajo. Zato je prav, da to, kar vidimo na sosedovi njivi in ko tudi vidimo, kako se s tem rokuje in konec koncev, če vidimo, da tudi sam to uporablja pri svoji družini, to je največje jamstvo, da je to koristno, dobro, zdravo in tudi eno zavedanje je tu potrebno. Lejte, mi zdaj živimo, hvala Bogu, v dobrih časih. To so kljub stiskam, ki jih mnogi ljudje preživljajo za celotno državo leta debelih krav, ki se pa lahko obrnejo drugam, ne le v smislu kakšne gospodarske krize. Žal tudi z vidika varnosti nimamo nobenih jamstev, da bo večno tako, kot je sedaj, in v primeru, da pride do nekih napetosti takih ali drugačnih, potem bodo tisti veliki centri lahko naenkrat prazni, samo 2 dni bodo zaprte meje, pa v velikih centrih ne bo se dalo nič več kupiti. In takrat tudi ne bo možno neposredno takoj organizirati lokalne hrane. Danes je treba omogočiti, danes je treba kupiti pri kmetu, pri ljudeh, ki proizvajajo še posebno ekološko, dokazano zdravo in tako naprej, zato da bo tudi takrat, če pride do kakšnih takih razmer, hrana na razpolago. Gospod Kršinar, vi se ukvarjate s to lokalno pridelavo hrane. Kako pa vi vidite ta problem? Je lokalnemu, se domačini odzivajo? Bi vse te izdelke lahko ponudili tudi šolam, vrtcem? Ja, problem je ta, ki zaenkrat ni dovolj velikih, količine so, ampak ne ekološke hrane. Mi dva Štefanom smo edina ekološka kmetovalca v celi občini, vemo, koliko velika je občina. Ampak tukaj ni problem toliko v ljudeh, problem je v sistemu. Jaz se pogovarjam z ljudmi, zakaj ne greste v ekološko pridelavo, zakaj ne greste to. Ja, je preveč birokracije, je preveč vsega. Se strinjam. Jaz sem začel leta 2010 s kmetijstvom, pri nas doma prej kmetije ni bilo, zdaj je v bistvu največja kmetija na vasi, ampak jaz kot inženir agronomije se znam spopadati s to birokracijo. Nek kmet, ki pa je zdaj star mogoče 60 let, mogoče tudi 50, s takimi je pa kar težava ga naenkrat upeljati iz integrirane pridelave v ekološko, čeprav je sam vedno kmetoval na ekološki način. Veliko dodatne birokracije, veliko dodatnega dela, 3-4 kontrole na leto, in vemo, kontrola, če ti nič ne skrivaš, ni problema, ampak te starejši ljudje imajo pa nek strah, zdaj pa prišla kontrola, zdaj je pa to. Jaz sem se kar veliko pogovarjal z okoliškimi kmeti, jih spodbujam, vedno spodbujam, pejte v ekološko kmetijstvo, bodimo del tega, dajmo se povezati, dajmo narediti partnersko kmetijstvo. Vemo, da to že v Evropi laufa, pri nas je pa to nekako še, tako kot smo rekli, slovenska posebnost je ta, da se težko povežemo. In če bi nam to uspelo, da bi mi povezali tukaj, recimo mi dva Štefanom super sodelujeva, če bi recimo povezali 10 pridelovalcev, vsak bi prideloval seneno mleko, vidim, imamo že iz kmetije Malenšek, senene izdelke, zdaj gre evropski projekt, smo prijavili 5 kmetov iz cele Slovenije, mislim, da nas je 6, pilotni projekt seneno meso in mleko v Sloveniji, čakamo zdaj na odgovor v višini 700 000 evrov, tako da mislim, da ko bo ta projekt šel skozi, da bomo tudi lažje pridobili ljudi, jih nagovorili, pridelujte to hrano, je pa seveda, če imaš ti zagotovljen trg, odkup, je veliko lažje pridelati. Tebničanuca, če imaš recimo 100 kos molzeš, kaj boš potem s tistim mlekom počel, če bo cena minimalna, vrtci, šole, javni zavodi ga pa ne bojo pripravljeni odkupati. Jaz mislim, da je treba tukaj najprej zagotoviti sam odkup, se povezati skupaj s kmeti, kmetom to predstaviti, zakaj ne pridelujejo ekološko hrano, po kakšni ceni jo bojo prodali in mislim, da ta konsens dosežemo, neko povezovanje, da se združimo in mislim, da sploh ne bo več potrebe v medvoški občini, da bi jedli drugo hrano kot ekološko. Gospod Čebešek. Jaz bi tukaj samo še dodal to. Tukaj je potrebno peljati 2 vzporedna projekta. Eno je urediti zakonodajo na nivoju države, kajti ta zakonodaja, ki je zdaj s temi javnimi razpisi, ni bilo narejeno nič drugega kot to, da se neposredno proizvajalce, se pravi kmetovalce, enostavno odtuji od porabnikov. In s tistimi 20%, ki je v zadnjem času noter prišlo, to se le nekaj gasi cela problematika. Ker pogledajte, če je v razpisu cena nižja kot pri kmetu,
in potem mora tisti posrednik, ki ni proizvajalec, hrano kupiti. Kakšno hrano kupi? Še cenejšo, kakšna je to? Nekvalitetna. In žalostno je res, da uradno po zakonodaji Republike Slovenije lahko oziroma so prisiljeni javni zavodi kupovati nekvalitetno hrano, medtem ko se danes pogovarjamo, je domača, lokalna, kvalitetna hrana tukaj pred durmi. In ko bo ta sistem, da ne bo onemogočal naročanja direktno pri kmetih in pa naš občinski sistem, se pravi samoorganizacije, tudi mogoče prek teh logistike pametnih vasi, vsekakor povezati, kot je tudi Žiga povedal, in potem smo naredili nekaj dobrega in za kmetovalce, in za ohranjanje podeželja, in seveda za kvaliteto hrane naših otrok, ker vemo, da veliko bolezni danes modernih izhaja prav zaradi kemije, ki se nahaja v slabi kvalitetni hrani. Hvala. Kaj pa mogoče povezovanje turizma in kmetijstva? Vi ste vseeno iz Katarine, kjer je turizem tudi ena od panog, ki je zelo uspešna. Ja, vedno poudarjamo, turizem smo ljudje. Je nekak slogan občine Medvode. Pa do zdaj še nismo nikoli zasledili, da smo ti ljudje kmetje. Kmetje smo v bistvu ljudje, ki skrbimo za urejeno krajino, da je svet jako pokošen, obdelan, da imate vi, ki prijete iz doline, kaj za videti. In mislim, da je zdaj bilo na občinskem nivoju se vedno niža procent sredstev, ki so namenjene kmetijstvu. Jaz sem super zadovoljen, da občina sploh podpira kmetijstvo, ker vemo, da v drugih občinah po Sloveniji tega praktično ni. Ampak od leta 2015, ko je bilo na voljo 85.000 evrov nepovratnih sredstev za nas kmete, se je zmanjšal znesek do 36.500 evrov. Vemo, da je to velika razlika. S tem, da se je v lanskem letu zgodil nek nesmisel, saj za moje pojme, ko so enačili kmete iz hribovskih področji s tistimi kmeti iz ravnine. Jaz pravim, treba je vedno dati enako možnost vsem, ampak jaz bi povabil vse tiste, ki kmetujejo na ravnini, da pridejo enkrat k nam in da vidijo to razliko. In jaz mislim, da bi pa mogli tukaj podpreti, kot je Štefan prej rekel, dopolnilne dejavnosti, ki so nek dodaten zaslužek, dodaten dohodek na kmetiji in jih v bistvu podpreti v zvezi s turizmom. Se pravi, naj bojo to glampingi, naj bodo to kmečki turizmi, naj bojo to sprostitveno spanje na senu, karkoli. Te stvari je treba povezati in pripeljati ljudi v Polhograjce, ne samo zato, da pridejo na enodnevni izlet, nekaj pojejo v gostilni in pustijo 2 kile smeti za sabo, ampak da pridejo k nam na Katarino, na Osovnik, kamorkoli. In da pridejo v bistvu za 2 do 3 dni, da dobijo neko doživetje in pustijo tudi pri nas, lokalnih predelovalcih hrane, ker vem, da so turisti iščejo to hrano, pustijo tudi kakšen evro in s tem v bistvu živi praktično celi Polhograjski Dolomiti. Če bi bili majčkeno pametni pa se povezali, bi lahko živeli izključno od turizma v zvezi s kmetijstvom. Če lahko se vključim, izziv, sam prihajam iz tega krškega konca in relativno blizu so Olimje in pa te terme Olimje. In 2 leti nazaj sem gostil kolega evropskega poslanca Van Nistelrooja z njegovo ženo v Sloveniji in sta bivala v termah Olimje. Ko sta v soboto zjutraj prišla k nama domov na obisk, mi gospa pravi, nekaj ti moram povedati, kaj sem danes doživela. In vem, da rada plavate, rada vse sta v teh wellnessu, vendar ona nista o tem govorila. Gospa mi pravi, danes zjutraj, ko sem jedla pri zajtrku jogurt, sem se spomnila okusa iz moje mladosti. Ta jogurt je iz okoliških kmetij, okoli tega hotela, ki je zelo povezal to lokalno proizvodnjo. In to zopet iz tega govori, kako pomembno je se znati povezati. In takšne produkte, ki jih, ne vem, na neki kmetiji lahko delno recimo prodaš ali preko takšnih kratkih verig, delno pa v povezavi s kakšnim turizmom. Tam so priložnosti tudi za tisto dodano vrednost. Drug primer, če lahko še sem, zadruga Šoštanj, ekološka predelava govejega mesa, več kot 100 kmetij je zdaj že povezanih, zadruga v Kolje v Račah v Klavnici, online naročila, da ljudje dobivajo, če je znesek več kot 50 evrov, dobiš domov brezplačno to. Kmetje dobijo tam 15-20% več za kilo tega govejega mesa. Tako da, ja, zdrava, dobra hrana, to je naša prednost, ne nekaj drugega in pa dobra povezava. In tudi sam, ko sem bil na občini, jaz sem opažal, pri popraševanjih v vrtcih, veliko krat postane problem, da enostavno nimamo dovolj ponudbe
ali pa organizirane ponudbe, da bi lahko nekdo na enem mestu od 50 ekoloških kmetov nakupil čim več. In tu mislim, so ključni izzivi, ki jih moramo v naslednjih letih narediti in tudi ta projekt pametnih vasi poskuša odgovarjati na te povezave. Veš bi tudi en primer, en dokaz, da stvar dejansko funkcionira, bi rad povedal iz svoje izkušnje, recimo zadnjih, jaz dobro 3 leta zdaj intenzivno sodeloval, delal z Grmom, Centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto, ki je del konzorcija biotehniških šol, kjer je tudi šola Naklo, BIC Ljubljana in tako naprej, en zelo dober sistem. In sem bil prav osebno nekako zadolžen, glavna dejavnost mi je bila organiziranje teh kratkih verig, da se v praksi pokaže, ali je možno, da bi študenti, dijaki, ki so na teh šolah, si ustvarili svoje delovno mesto s tem, da z doma pridelano hrano, ekološko ali pa tudi konvencionalno. Moramo vedeti, da tudi večino konvencionalno pridelane hrane pri nas ima status ekološke zaradi razdrobljenosti, osebe v hribovskih, višinskih področjih in tako naprej. Čeprav jaz izrecno podpiram to, da se prizadeva za to, da se čim večji delež ljudi vendarle odloči, poveže in odloči tudi prav za to ekološko pridelavo. Torej, smo vzpostavili nekaj točk, 2 v Ljubljani, že prej v Novem mestu, butična tržnica v Ljubljani, učilna okusov, moja kmetija v Fužinah. In recimo, če povem prav za to zadnji primer, Fužine, en del Ljubljan, v centru majhna trgovinca, 43 dobaviteljev, lokalno pridelana hrana. Večina Dolenjska, Bela krajina, en del tudi okolica Ljubljane, en del z drugih delov Slovenije. En del ekološki, tistega, kjer pač ni ekoloških konvencionalni, kljub temu, da je v neposredni bližini en veletrgovec, da so tudi drugi, ki vozijo pretežno iz drugih držav, hrano v neposredni bližini, 10 metrov ob vhodu v to trgovinco, odlično deluje, povprečno dosega več kot 40% višje cene, kot v trgovini tega veletrgovca. In ker so ljudje tam v Fužinah, ti stalni kupci, spoznali, da je to dobro, da je kakovostno in da je vredno to razliko, teh 40% plačati, to odlično deluje. Jaz si upam popolnoma samozavestno reči, da v tem trenutku bi lahko odprli 100 takih trgovinic v Sloveniji. Ampak kaj je predpogoj? Povezati ljudi. Jaz sem 3 leta delal na tem, da sem povezal Belokranjce, Dolence, tisto, kar je pomanjkalo pa na Primorskem, spomladi pa pozno jeseni, nekaj iz Prekmurja in tako naprej. Ker če se pa ne poveže, in en del nalog je tu na zadrugah, kjer imajo svojo vlogo, morajo pa tudi biti tako organizirane, da delež, ki ga za to vzamejo, ni prevelik. Če se pa ne bodo povezali kmetje, potem pa žal moramo vedeti, bodo tudi ekohrano in druge stvari, pač, ki so v tem trenutku ljudje iščejo, in bodo prevzeli inicijativo predvsem veliki trgovci. In bo spet možnost, da bi dolgoročno stabilno to prodajal, bo spet padla v vodo. Tu je izjemna priložnost in zelo podpiram tako pametne vasi, kot te pobude, ko ste tukaj in imejte inicijativo. In jaz bom rekel tudi zato, to je eden od razlogov, tudi da se podpre Slovensko ljudsko stranko. Veste, mi nismo idealni, delamo napake, gremo gor pa dol, kaj v življenju, so vzponi in padci, na državni ravni, v Medvodah, povsod, kot jih ima vsak. Ampak če ne bi bilo Slovenske ljudske stranke, slovenski mlekari in drugi ne bi imeli takih pogojev, ko smo se vstopali v Evropsko unijo, da smo takrat to izpogajali. In številne druge stvari. In jaz verjamem, da bomo ponovno dobili podporo. In vabimo za to podporo, ker tu smo na isti ladji. Tu ni zdaj vprašanje kmetov, podeželja ali pomeščanov. Če ne bo podeželje lepo in čisto, ne bo ne turizma, kar smo prej govorili, in če ne bo hrane, ne bo nekega zadovoljstva in stabilnosti tudi v mestih, kjer si zadovoljen, če imaš delo in si zadovoljen, če lahko greš na lepo podeželje in si miren, če veš, da si preskrbljen, dolgoročno preskrbljen s hrano. Zdaj ste že sami malo napeljali na to. Pred kratkim ste prevzeli vajeti SLS-a ponovno. Kaj to pomeni za stranko? Kam pljujete? Kakšne so vaše smernice? No, jaz sem zelo vesel, da je tako lepo uspel ta, kako smo ga imenovali, spravno prenovitveni kongres Slovenske ljudske stranke v Novem mestu. Moram reči, no, da še sami nismo lih čist verjeli, da jim bo uspelo. Mi smo tudi tel, ki smo tukaj, smo se včasih malo grdo gledali za eno ali drugo stvar in smo preprosto presodili,
da je zdaj osnovno vprašanje, ali nas bodo nekatere razlike, ker smo realno imeli nekatere različne probleme, še naslednja leta vodila v smeri, da se bomo zaradi majhnih prepirov sebe onemogočali, da bi naredili nekaj dobrega za sebe, svoje družine, svojo občino, državo, svojo stranko, ali bomo pa rekli, zavestno to dajemo na drugo mesto, na prvo mesto pa pomen tega, da skupaj stopimo, okrepimo, naredimo močno stranko in, jaz povedal čisto direktno, verjamem, da čez nekaj let, ne dlje kot čez 5 let, bomo prevzeli vodenje Slovenije v svoje roke. Ker verjamem, da Slovenija rabi stranko, povezali se bomo pa zelo široko, rabi stranko, ki je povezovalna, ki daje možnost in moč strokovnim idejam, inovacijam in tako naprej, ne glede na to, od kje prihajajo. In predvsem, ki poveže vse, lejte, v Sloveniji smo imeli partizane, domobrance, mobilizirance, izgnance. Vsi so v naši stranki. In mi spoštujemo ene, druge in tretje. Ne moramo zaradi tega, ker imajo na eni drugi strani en del ljudi krvave roke, ne moramo vseh obsojati, ki so se iz različnih razlogov odločili pred 70 leti, tako kot so se odločili. Omogočimo, da bo vsak lahko spoštoval svoje starše, stare starše in tako naprej. In omogočimo, da bo, recimo jaz prihajam, prav zdaj sem bil parkrat teh dneh pri gospodu Borisu Pahorju, sva prijatelja, pa če ima kdaj tudi kakšen tak problem, pa mal pomagam. In so se zelo veliko pogovarjala in rekel, gospod Podobnik, dejte ustanoviti krščanske socialce. Je rekel, to, saj je bil Krek pravzaprav to. Krek je bil to. Se kaj je bila pa njegova osnovna zadeva? Zadružništvo. Kaj pa je zadružništvo? Ta komplementarna oblika podjetništvu, ki daje tudi veliko težo solidarnosti, vzajemnosti in tako naprej. To rabimo danes tako kot pred 100 leti. Mimogrede, bi tudi izkoristil priložnost, da povabim na 30-letnico, ki bo 4. decembra v torek v Unionski dvorani, natanko na mestu, kjer smo 12. maja 1988 ustanovili Slovensko kmečko zvezo kot prvo demokratično politično stranko po drugi svetovni vojni v Sloveniji, kjer bo, verjamemo, da naš prvi predsednik Ivan Oman odkril spominsko ploščo v spomin na ta dogodek in vabimo tako tiste, ki so bili tam, tiste, ki spoštujejo ta dogodek in tiste, ne glede na to, a so v naši stranki ali pa druge, da se udeležijo tega dogodka kot en korak. Mi želimo ta dogodek izkoristiti za to, da pokažemo, da je sodelovanje različno razmišljajočih pri nekaterih vprašanjih potrebno in da je tudi možno. Še prej pa bo čas za slavje, pa je pred vami test lokalnih volitev. Gospod Čebaš, gospod Kršinar, kaj so še tiste prioritetne naloge, ki bi jih izpostavila in so pomembne za občino Medvode? Ja, če nadaljujem, to Žiga, ki je povišje, da ne bo pa pol povedal, še kaj dodal. V glavnem, poleg te lokalne hrane, kjer smo že kar dosti danes povedali in me veseli, da smo tako jasno razložili problematiko, ki v bistvu ne zahteva veliko energije, samo veliko dobre volje in je čisto uresničljiva. In tudi kapacitete v Medvodah so. Poleg tega seveda delujemo v našem že državnozborskem sloganu, delujemo lokalno, varno in gospodarno. Se pravi, za nas je pomembno to, da imamo vse nivoje življenja, se pravi od šolstva, gospodarstva pa do jeseni življenja poskrbljeno. In zame pod varno pomeni to, da vsak prosilec za mesto v domu starejših že naprej ve, da bo to mesto tudi dobil. Vemo pa, da v tem trenutku temu ni tako. In jaz srčno upam, da bo tudi ta projekt pametnih vasi pripomogel k temu, da bomo tudi na tem področju nekaj naredili. Mene žalosti, da v tem iztekajočem mandatu nismo izkoristili priložnosti in se malo bolj zavzeli za izgradnjo privatne iniciative, za izgradnjo doma starejših. Ta iniciativa je ostala neizpeta in mislim, da je tukaj velika napaka vodstva občine, kar upam, da bomo v tem mandatu popravili. In vse iniciative morajo biti podprte strani občine. Mi vemo, da ko obstaja širši interes in zame je dom starejših občanov širši interes in še kako pomemben interes, da jesen življenja živiš mirno, da imaš zagotovljeno mesto in
da država to ne onemogoča. Nekdo se sedaj izgovarja na državo, na Ministrstvo za kmetijstvo in tako naprej, ampak poglejte, mi imamo primer v Sloveniji tovarne sredi polja, ko je bil nek interes nekoga, ga je postavil na nek višji interes in ni problema, sprejme se poseben zakon. Tukaj pa ne more en investitor, zasebni investitor na svoji zemlji izgraditi, investirati v tako pomembno zgradbo, kot je dom starejših občanov. To moramo spremeniti in to bo tudi ena naših prioritetnih nalog. Druga stvar je komunalnega značaja, infrastrukturnega, to je povezava z Ljubljano. V državnem načrtu je še vedno začrtana obvoznica mimo Medvod, ki bi razbremenila. Vsi tisti, ki se vozimo iz Medvod, oziroma smo že izkusili to potovanje zjutraj med 7 in 9 uro, da je to skoraj misija nemogoče. Sam prodajam na tržnici in tukaj mi veliko ljudi pove oziroma potarna to nepravilnost oziroma pomanjkljivost, tako da mi bomo podpirali, da se te načrti realizirajo. Žal mi je tudi, recimo, da v tem iztekajočem mandatu je bila izpuščena priložnost strani župana, da realiziramo obvozno cesto mimo Medna. Nam je zagotovljena so bila sredstva v višini 800 tisoč evrov strani Mestne občine Ljubljana in pa Direkcije za ceste in aktualni župan je samo zamahnil z roko, da tega ne potrebujemo. Še kako potrebujemo. To bi bila obvozna cesta za cel desni breg, da se enostavno zjutraj priključi na cesto v Mednu. Če pa bi zgradili še 4-pasovnico od Ljubljane do Medvod, potem smo že naredili veliko. Tako da druga stvar pa je ta povezava, to zadeva bolj osebni promet, druga stvar je pa potrebno je učinkovitejši javni prevoz. Vsi vemo, da imajo urejena mesta in sicer po zgledu dobrih praks iz tujine. To je potrebno na vseh nivojih upoštevati. Ni potrebno izumljati tople vode, ampak enostavno pogledamo čez plot, gremo na kakšno ekskurzijo in vidimo, da so zadeve v tujini dobro rešene. Recimo ena hitra železnica in metro, pa ne samo iz Medvod, mislim, da bi bilo to potrebno iz vseh ostalih občin, primestnih občin, Mestne občine Ljubljana in to je ena velika prednost, da zjutraj, ko se zbudiš, da ni tvoja ene večjih skrbi, kako bom prišel pravočasno, ampak da se posvetiš, že lahko mirno sedeš na en vlak in veš, da boš v 15 minutah v Ljubljani in se posvetiš svojim delu za tisti dan. To bomo podpirali in mislim, da je to ena od prioritet. Še naprej bomo podpirali prostovoljna društva, podpirali bomo gasilstvo. Spet me žalosti, da v tem mandatu je bila spuščena priložnost zgraditi gasilni dom v Pirničah. Bil je obljubljen, bil je tudi finančno zmožen investicijo vsaj začeti, če ne dokončati. Jaz vedno zagovarjam etapno gradnjo, treba je pa začeti, ker gasilstvo in reševalci, to so ena od skupin, na katere računamo v vsakem trenutku, posebej pa v najtežjih trenutkih, ko smo priča naravnim nesrečam in zaradi teh podnebnih sprememb vse več. Še bi lahko našteval, program nas je osredotočen na najpomembnejše stvari, se pravi, Slovenska ljudska stranka lahko tudi preko ministrstva, ko bomo v parlamentu, seveda, kot je predsednik povedal, jaz sem vesel, da smo doživeli res ta spravni kongres in da lahko Slovenija pričakuje zopet eno trdno ljudsko stranko, kajti tako stranko potrebuje Slovenija, tako stranko potrebuje tudi Medvode. Hvala. Gospod Kršinar, kaj pa vi? Mogoče verjetno se bolj zavzemate tudi za mlade, ja, jaz glede na starost. Kar se tiče mladinske dejavnosti v Medvodah, zdaj z jedrom in s temi stvarmi moramo dati prejšnjim mandatu svetnikov kar spodbudo, zelo dobro urejena zadeva. Veliko se dogaja za mlade, veliko se dogaja v jedru tudi med poletjem, tako da jaz bi v tej smeri nadaljeval. Mogoče bi še izpostavil malo več gibanja mladih, ker si vemo, da je danes kar problem te mlade spraviti mečkaj na prosto. Mogoče kaj v tej smeri, kakšne dejavnosti, delavnice, tudi mogoče mlade pripeljati na kmetije in pokazati, kje se sploh hrana pridela.
Bi pa vsekakor zagovarjal tudi uporabo obnovljivih virov energije. Mi smo bili tukaj v Medvodah, nekaj let nazaj je bil ta žledolom, je bilo kar hudo, za našo vas je bila recimo razglašena elementarna katastrofa, tako da smo bili, mislim, da 3 tedne brez elektrike in takrat smo videli, kaj pomeni pečna drva. Tako da se mi zdi, da bi mogli pohvala občini, da so obnovili šolo na Topolu, v naši vasi, ena najvišje ležečih 9-letk v Sloveniji, ogrevajo se na pelete, še bolj bi bili pa veseli, če bi se ogrevali na sekance in bi poleg šole lahko ogrevali zraven še 5-6 stavb, kar bi bilo čisto mogoče, ker je naša vas zelo centralna v tistem delu. Mogoče bi dal res le poudarek na uporabo obnovljivih virov energije, ker vemo, da naša občina je zelo gozdnata. Če se majčkeno sprehajate po pešpoteh, vidite, da veliko vejevja in takega drevja leži po tleh, ki je praktično energija, ki jo je treba samo pobrati s tal. Jaz bi se zavzemal tudi za te stvari, da bi se v bistvu zelena energija začela več uporabljati v naši občini. Se mi zdi, da je čisto premalo investicij v tej smeri. Ker je veliko vasi, kjer bi lahko centralno ogrevali praktično pol vasi z eno kotlovnico. In mislim, da so tudi tam stroški minimalni, ker če vemo, da stane tona sekancev 74 €, tona drv pa 151 € v Sloveniji. Če govorimo o Avstriji, so zneski neprimerno višji. Pa če v Avstriji to laufa, zakaj potem pri nas ne? To se je treba vprašati. Vsi v bistvu naši sekanci, jaz jih tudi oddajam, jih prodam v Avstrijo, žal, ker je boljša cena, se je treba vprašati, kje je zdaj problem, zakaj teh sekancev ne pokurimo doma, ker imamo možnost, zakaj jih moramo prodajati v Avstrijo. Še slabše je pa recimo, prodajamo hlode v Avstrijo, odkupujemo pa rezan les nazaj. Spet, ampak jaz mislim, da je to že bolj na ravni države in državne politike, ampak veliko lahko naredimo sami. Sami naredimo z ozaveščanjem, z uporabo, ampak bi pa tukaj rad poudaril, da tudi občina je zadolžena za to, da zagotovi kakšna sredstva več, kot so bila zdaj zagotovljena za uporabo obnovljivih virov energije. Jaz bi se prav na to navezal, rečeno, da je kot državna politika prav pred kratkim, pred tednom smo imeli v organizaciji Inštituta Anton Korošec in Partnerstva za prihodnost v ustanavljanju pod vodstvom profesor dr. Toplaka eno zelo zanimivo omizje v Zagorju ob Savi o pomenu lesa in gozda za prihodnost Slovenije. In tako zanimiva tematika, 3 ure in pol, vsi smo bili tam, smo poslušali, gledali, sodelovali in ena od ugotovitev je bila ta, ki bi delno lahko dolgoročno reševala tudi vaš promet v Medvodah. Namreč, da je ključno, da ta največji potencial, ki ga Slovenija pravzaprav ima, ko govorimo o surovinah, je res treba tako organizirati, da se bo prednostno predelal, vsaj do določene faze predelave, tam, kjer to je, v tistih središčih. Lejte, nelogično je, da poleg ostalih služb, ki so logični, da se pelješ v Ljubljano, imaš v Ljubljani tudi lesne obrate, celo žage, švasarije in tak naprej, popolnoma nepotrebno, da se ljudje obremenjujejo, ker ne vejo, kako bodo pravočasno prišli na delo, da obremenjujejo promet in kraje, skozi katere se pelje. In to je v naših slovenskih rokah. Franci tudi ve, da je zdaj tudi ta politika v tem smislu sproščena, da je vpliv lokalne državne politike večji na to vrstna koriščenja evropskih sredstev in tu ima Slovenija en velik potencial za dodatna delovna mesta z višjo stopno predelave recimo lesa in tudi se bo ugotovilo, da je nepotrebno, da se sekanci vozijo v Avstrijo ali pa potem celo nazaj dol, isti sekanci in tako naprej, ampak je pa potreben sistematičen pristop. In bom malo samo všečno rekel, kakorkoli, tudi mi smo naredili marsikero napako, ampak zdrave kmečke pameti je pa veliko manj v parlamentu in na vladi, odkar nas tam ni. Mogoče čisto za konec, če gospod Čebaš, gospod Kršinar, kaj bo bolje za občana, ki bo 18. novembra obkrožil vaju na lističu, zakaj bi morali to narediti? Ja, vemo, da že kar nekaj časa Polhograjski Dolomiti nimajo občinskega svetnika. Vemo, da je to praktično območje, ki predstavlja največji del turizma v Medvodah, poleg Zbiljskega jezera. In se mi zdi, da je prav, da dobi končno naše območje enega svetnika, ki se bo zavzemal za turizem v Polhograjskih Dolomitih, za kmetijstvo v Polhograjskih Dolomitih in nenazadnje za infrastrukturo v Polhograjskih Dolomitih. Vsi vemo, da pozimi, ko je sneg,
V Medvodah ga je za vzorec, pri nas ga je pa lahko tudi pol metra, pa vemo, da je višinske razlike tistih slabih 500 metrov, mogoče kaj več. Tako da to so stvari, zaradi katerih se v bistvu jaz izpostavljam in si želim in upam, da bom prišel v občinski svet, da tudi nekaj naredimo za naše hribovce. Gospod Čebešek. Ja, lepo je Žiga že povedal, jaz bom povedal za ravninski del. Jaz enostavno si srčno želim, da svoje izkušnje in znanje in pa vse, kar smo v preteklih mandatih doživeli v tej naši občini, se pravi, da jo dobro poznamo probleme. Vesel sem tudi, da imamo sedaj trdno, solidno, kompaktno vodstvo in se veselim dela v tem občinskem svetu, predvsem zato, ker bomo dali poudarek na projekte, ki so dobri za širšo občino, za širšo populacijo. To so že našteti objekti. Med drugim pozabil sem povedati, da podpiramo tudi konkurenčno privat lekarniško dejavnost. Mislim, da vsaj, ko se pogovarjam z ljudmi, to zelo pogrešajo. Podpirali bomo tudi domače izvajalce, domače ljudi, kar v tem mandatu ni bilo tako. V vsakem primeru pa lahko računate na našo dano besedo in na našo podporo za vse probleme in za vse tiste projekte, ki bojo za dobro občanov in občine Medvode. Zato vabim vse, predvsem je pomembno, da greste na volitve in da v nedeljo 18. obkrožite številko 9 in pa preferenčni glas pred tistim kandidatom, kateremu namenjate največ zaupanja. Hvala. S tem tudi zaključujemo današnje druženje. Hvala vsem gostom, da ste bili z nami. Hvala tudi vam, dragi gledalke in gledalci, in do naslednjič, nasvidenje.